Lepo pozdravljeni. Letošnji Božič za mnoge izmed nas izgleda precej drugače kot v preteklih letih. Žal se danes na božični dan ne moremo srečati in skupaj v cerkvi praznovati ter slaviti našega Gospoda Jezusa. Smo pa po Svetem Duhu vseeno povezani v naših domovih. Verjetno smo morali letos zaradi te negotove situacije prilagoditi še nekatere druge praznične navade. Veste, tudi v času, ko se je rodil Jezus, je bilo na svetu veliko negotovosti. Izraelci so pričakovali rešitev svoje stiske, pričakovali so Mesijo, ki jih bo odrešil in osvobodil iz rimske okupacije. Pričakovali so nekoga, ki bo prinesel politično rešitev. Mogoče tudi danes pričakujemo, da bo Bog rešil naše politične probleme. Toda Jezus ni prišel na ta svet, da bi reševal politiko. Jezus je prišel, da bi nam prinesel tisto, kar človek najbolj potrebuje. To je novo življenje v odnosu z Bogom. Jezusov prihod na ta svet pomeni za nas upanje za boljšo prihodnost. Ne glede na to, kaj se bo še zgodilo na tem svetu, eno velja. Zaradi Jezusovega prihoda za nas obstaja boljši jutri. Vsako osebo, ki veruje v Jezusa in hodi za njim, čaka čudovita nagrada za vso večnost v nebesih. Ali ni to velik razlog za veselje na ta božični dan? Danes smo lahko radostni, ker je Jezus prišel, da bi bil z nami in ker smo tudi mi lahko z njim za vso večnost. Haleluja! Zato se sedaj združimo v zahvaljevanju našega dobrega Boga. Dajmo slavo in čast našemu Gospodu Jezusu.
Nebeški Oče, na ta božični dan smo ti hvaležni za tvoje najlepše, največje darilo, da si na naš svet poslal Sina Jezusa. Gospod, hvala ti, da si ti prišel, da bi bil z nami in nam dal vse, kar mi potrebujemo. Danes se lahko veselimo in radujemo, kajti ti si z nami in mi smo lahko vedno s tabo. In Gospod, hvala ti tudi za upanje, za čudovito prihodnost, ki nas čaka v slavi nebes. Tebi želimo dati vso slavo in čast, Jezus, kajti ti si tega vreden na ta božični dan. Amen. Te je dano, kralj naše
svobode. Luč je na svet prišla, to je Božič. Vsi ga častimo, mu dajmo darove. Radost sveta, slavimo ga, to je Božič. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, on je rešitelj, zdaj ne tavamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Z angeli pojmo in s petjem slavimo, združeni v upanju, to je Božič. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, on je rešitelj, zdaj ne tavamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada. Ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada, ljubezni večno vlada. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, on je rešitelj, zdaj ne tavamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izve. On je rešitelj, on je rešitelj, zdaj ne tavamo več, ker on odrešil nas je. On je rešitelj, on je rešitelj. Danes praznujemo Jezusovo rojstvo. Rojstvo nekoga, ki je bilo popolnoma isto kot vsako drugo rojstvo. Toda njegovo spočetje je bilo drugačno, nadnaravno, čudežno. Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Angel razodene Mariji, da bo zanosila od Svetega Duha. Kaj se je zgodilo? Gre za skrivnost, katere ne morem jaz, ne kdorkoli drugi popolnoma razumeti, kaj šele pojasniti. Bog je prevzel človeško podobo, zgodilo se je utelešenje. Večni Božji sin,
Druga oseba trojstva je poleg svoje božanskosti prevzel še človeško naravo in zavedno postal v polnosti Bog in v polnosti človek. Rodil se je odrešenik sveta. Danes vemo, da se ni rodil 25. decembra, tudi sam datum niti ni tako pomemben. Pomembno je, da se je Jezus rodil in da vemo, zakaj se je rodil. Jezusovo rojstvo je božji načrt, ki se je napovedoval skozi zgodovino izraelskega ljudstva že v stari zavezi. Starozavezni preroki so na prvem mestu imeli nalogo govoriti neposredna sporočila od Boga. Njihova glavna skrb je bila, da bi ljudi pritegnili nazaj k Bogu. Vrnite se k njemu, od katerega ste globoko padli, sinovi Izraelovi, so oznanjali preroki. Njihova sporočila so merila na vest ljudi. Velikokrat so napadali vsakršno moralno ali duhovno pokvarjenost. Oznanjali so, da vera Boga mora imeti vpliv in spremembo v človeškem srcu. Večkrat so grajali obrede, razne slovesnosti zaradi pokvarjenosti ljudi. Zato niso bili preveč priljubljeni pri ljudeh. Ena od njihovih pomembnih sporočil pa je tudi bila napoved Jezusovega rojstva. Prerok Izaija oznanja: zato vam bo Gospod sam dal znamenje. Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Izaija je deloval nekje ob koncu 800 let pred našim štetjem, ko mu Bog že razodeva prihod ali rojstvo Jezusa Kristusa. V stari zavezi torej nekako vidimo zelo jasen klic prerokov, naj se ljudje vrnejo nazaj k Bogu, in na drugi strani eno jasno sporočilo, razodetje, preroštvo, da se bo rodil zveličar Jezus odrešenik. Preskočimo zdaj nekaj stoletij in se iz stare zaveze preselimo v Jezusov čas, v prvo stoletje. Jeruzalem je pod rimsko oblastjo. Ob prehodu v novo zavezo se je družabno, politično in versko življenje precej razlikovalo od življenja Judov v stari zavezi. Rimska oblast ni bila priljubljena pri ljudeh. Hrepeneli so po rešitelju, osvoboditelju, ki bo vzpostavil svoje kraljestvo in izgnal Rimljane. V takšnem okolju in vzdušju se je rodil Jezus. Ko je začel javno delovati, je njegova popularnost rasla. Ljudje so se čudili njegovemu učenju in čudežem, ki jih je delal. Začeli so se spraševati, če ni mogoče on Mesija, njihov rešitelj. Ker pa Jezus ni pokazal zanimanja za politično oblast, celo se je upiral, da bi ga postavili za kralja, je njegova popularnost začela padati. Jezusova služba je bila v začetku podobna kakor prerokom v stari zavezi. Vrnitev nazaj k Bogu, sprememba človeških src. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Jezus se ni rodil, da bi vzpostavil politično oblast v prvem stoletju ali ustanovil novo religijo,
ampak da bi se človeška srca obrnila nazaj k Bogu. Prinesel je spravo med človeštvom in Bogom. Ob njegovem rojstvu se je izpolnila obljuba, ki jo je angel razodel Jožefu in v Stari zavezi napovedal Izaija. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel. Matej celo 12-krat govori o izpolnitvi starozaveznih prerok v novozaveznem času. Ime Jezus je grška beseda hebrejskega imena Ješua, ki pomeni Gospod rešuje. Glavni cilj Jezusovega rojstva je bil Emanuel. Bog z nami je prišel, da bi nas odrešil naših grehov. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Jezus oznanja, ne zaradi naše ljubezni, ampak Božje ljubezni je prišel Jezus, da nas spravi z Bogom. Naša odrešitev, sprava je v Jezusu. Boga ne zanima naša zunanja forma, pobožnost, ampak stanje našega srca. Zato je bil Jezus velikokrat v konfliktu z duhovniki, verskimi voditelji, ker so opravljali razne obrede, izpolnjevali predpise, njihova srca pa so ostala ista. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Priznanje in na drugi strani odpuščanje grehov vedno prinaša spravo, mir v naša srca. Sprava z Bogom odstranjuje občutek krivde in napolnjuje naša srca z radostjo in ljubeznijo do Boga in do ljudi. To je tudi bistvo Božiča, Jezusovega rojstva, sprava zaradi njegovega odpuščanja. Imamo večno življenje s Bogom. Mogoče si še posebej osamljen v teh božičnih praznikih zaradi omejenega gibanja, korona situacije. Spremeni svojo osamljenost v razmišljanje, kako te Bog ljubi, da se je Jezus rodil, da prinese tvoje srce spravo, odpuščanje, mir, veselje, večno življenje. Mogoče ti Bog spregovori, da nekomu odpustiš, pokličeš, se z njim spraviš, urediš odnose. Naj se tvoja osamljenost spremeni v spravo, mir, veselje, nove odnose. To je bistvo Jezusovega rojstva. Zaradi korone praznujemo praznike s svojimi najbližnjimi. Kakšni so odnosi med nami? Veselje, mir, navdušenje ali pa neodpuščanje, zagrenjenost, ranjenost? Izkoristimo ta dragoceni čas. Naj v ospredju je odpuščanje. Začetek nekaj novega v družini, mir, nova radost, navdušenje drug nad drugim. Naj se izpolnijo besede, ki so bile oznanjene ob Jezusovem rojstvu.
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Jezusovo rojstvo je del Božjega načrta, ki ga je imel Bog za nas. Toda to ni konec. Jezus je učil o dogodkih, ki se bodo zgodili mnogo let po njegovem rojstvu. Govoril je tudi o njegovem slavnem prihodu, ki še pride. Jezus je šel iz templja in odhajal. K njemu so stopili njegovi učenci, da bi mu pokazali tempeljske stavbe. Rekel jim je: vidite vse to? Resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Tempelj, ki ga je Herod obnovil, je verjetno prekašal celo Salomonovo gradnjo. Vseboval je veliko bleščečega marmorja in predstavlja eno najosupljivejšo zgradbo starozaveznega sveta. Toda Jezus je nakazal, da bo porušen. In to se je zgodilo leta 70 po Kristusu, ko je bil skupaj z Jeruzalemom popolnoma zravnan. Človeška ustvarjalnost, slava, ki je na zemlji, je vedno začasna in nepopolna. Jezus je povedal učencem, da pride dan, ko bo on zavladal v svoji slavi. To bo nekaj popolnega in večnega. Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo. Jezusovo rojstvo je del zelo pomembnega Božjega načrta, ki se je izpolnil. Toda izpolnil se bo tudi drugi del Božjega načrta, ko bo Jezus prišel v svoji slavi in zavladal vsem, ki so se spravili z Bogom in resnično praznujejo božične praznike, da se je rodil odrešenik sveta. Draga cerkev, vsi prisotni, združimo se zdaj v molitvi in se zahvalimo, da je Jezus prišel na ta svet kot odrešenik in zveličar. In če še ni tvoj zveličar, če se še nisi spravil z Bogom, danes, na božični dan je priložnost, da to storiš. Zahvali se Jezusu, da je prišel na ta svet, se rodil kot dojenček, tudi na koncu umrl za tvoje grehe. Da lahko imamo vsi, ki pridemo k njemu in ga prosimo odpuščanje in novo življenje z Bogom. Bodimo hvaležni za te božične praznike, čeprav so drugačni, ali Bog deluje in se razodeva v našem srcu. Jezus, hvala ti, da si se rodil. Hvala ti, da se lahko ponovno spominjamo. In jaz te prosim, ti se dotakni vseh src, prav v tem trenutku, ki potrebujejo razodetje, zakaj si ti prišel na ta svet. Bodi zveličar in odrešenik vseh in govori na srca, da se odprejo tebi. In vsem nam, ki se veselimo in praznujemo te božične praznike in vemo, da si zveličar in odrešenik, daj radost, mir in veselje tudi v teh božičnih praznikih. To te prosim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam blagoslovljene božične praznike.